Dobro večer vam voščim, pozdravljeni na naših socialnih omrežjih Slovenske note. Gledate drugo praznično oddajo Slovenske note 2020, ko se vam javljamo iz objemov Bizeljskih vinogradov, odkoder prihaja naša Manca Mihelin, drugouvrščena na Slovenski noti 2020 in vas vabimo, da si ogledate nocojšnjo oddajo na našem YouTube kanalu. Manca Mihelin je globoko čuteča najstnica, ki je doma sredi romantičnih bizeljskih vinogradov. Pevka, ki je za svoje leta dosegla že veliko najvišjih mest na najrazličnejših festivalih v Sloveniji, ostaja skromna. Želi si pripevati za ljudi. Na Slovenski noti 2020 je dosegla izvrstno drugo mesto in pustila velik pečat. Kaj se z Manco dogaja po slovenski noti? Kaj pripravlja za vas in o čem je v zadnjem obdobju intenzivno premišljevala? Ostanite v naši družbi. Ja, Manca, lepo pozdravljena. Lep pozdrav. Hvala, da si nas sprejela našo ekipo Slovenske note in MCH Mladinskega centra Hrastnik tukaj na Bizeljskem. Kako se imaš kaj, kako preživljaš te dneve decembrske? Imam se super, december je moj mesec, vsak dan predvajam božično skladbo in pa poslušam božično skladbo in pa gledam božične filme. Torej si taka božična navdušenka. Tako ja, zelo. No, Manca, sedaj mineva kar nekaj mesecev, odkar smo imeli Slovensko noto 2020 in me zanima, ko si stala z Lariso tam v soju žarometov in čakala na razglasitev točk, kaj se je pletlo vse v tvoji glavi v tistem trenutku? Kaj ti je šlo vse po mislih? V bistvu mi je bilo pač vseeno, kera bo zmagala, ker je bila druga, ampak mi je ful pomenilo, da sem lahko stala na tem odru in da sem imela možnost stati na tem odru in da sem nastopala na tem odru. In mislim, da bila sem čisto sproščena, res mi je bilo vseeno. In potem na koncu sem res Larisi privoščila zmago in je zaželela res najdaljšo glasbeno pot. Pa si potem kaj razočarana po finalnem večeru ali ne? Ne, nisem bila razočarana, ker sem tudi požela veliko pohval, tako da sem bila zelo vesela. Si bila potem s tem celotnim izplenom zelo zadovoljna? Tako, zelo. Sedaj si omenila, kaj si povedala Larisi oziroma kaj si zaželela in me zanima potem, ko ste odšli dol z odra, finalistke, katere so bile tiste prve besede, ki si jih namenila Larisi? Ja, da ji čestitam, da upam, da vztraja na tej glasbeni poti, tako da da ji privoščim zmago. Zelo lepo. Upam, da se še kdaj srečamo, pa mogoče kakšen duet naredimo. Sploh, ko bo tele koronske situacije konec, kaj ne? Ja. No, gledalke in gledalci, mogoče vi ne veste, ampak Manca Mihelin je naši organizacijski ekipi, potem, ko je bilo Slovenske note 2020 konec, poslala tako dolgo zahvalno pismo, kjer si se zahvalila in opisala neke svoje doživljaje prek Slovenske note. In če bi lahko samo malce citiral, kar je Manca zapisala v to pismo, torej citiram Mančine besede: finale se je začel in vse je šlo proti koncu. Vse punce smo se res močno povezale in smo se objele v zaodrju. Bilo je res ganljivo, kar na jok mi je šlo. Vse je tako hitro minilo. Hvala vam za vse. To je bilo res močno čustveno pismo, ki si nam ga napisala. Hvala za te res lepe pohvale in me zanima, kateri je bil pa tisti največji nauk, ki si ga pa odnesla od letošnje Slovenske note? Kaj je tisto, kar si se naučila za naprej? Najprej pač res ste se trudili za vse nas, za vse udeležence, tekmovalce, ampak največji nauk pa je to, da najdi svoj izraz, ker potem boš imel rad sebe in ne obračaj se na druge, ker si to, kar si in to je to, ja. Torej bi lahko rekli, da si se sprejela malce bolj. Tako, ja. Pa imaš sedaj na podlagi tega, da si se sprejela, kakšne načrte za naprej? V prihodnosti? Ja, v prihodnosti pa zdaj ustvarjam svoj prvi avtorski komad. Aha. Tako da ja, no. Bova mogoče o tem malce kasneje še spregovorila, ne? Letošnje leto si res pela zelo močne popevkarske pesmi, Kaj je to življenje, Belo nebo. In me zanima, bi ti bilo v izziv stati na odru nacionalne televizije na kakšni popevki? So ti popevke blizu ali ti je bolj kakšen pop? Ja, vsako leto spremljam popevko že od otroštva in že od otroštva sem si že kot mala želela enkrat stati na tem odru in tudi upam, da bom nekoč, ker sem pač oseba, ki si postavlja izzive, tako da absolutno sem tudi prijavila kdaj in upam, da bom tudi uspešna in prišla v naslednji krog. Ja, držimo pesti, ampak
zelo, torej šteješ 16 let. Tako je. Tako. In kdaj je bil ta prvi klic, malce smo seveda tega klica videli že v Notini razglednici, da si začutila, da želiš postati pevka? Ja, v bistvu sploh nisem vedela, da bom kdaj postala pevka, ampak je bila v Stari vasi, no, smo imeli eno obletnico Abrahama in me ati povabil naj zapojem pesem Čakala bom in tako se je vse začelo, vsi so bili navdušeni. In potem sem tudi prijavila na razred talentov. Ja, in tukaj se je v bistvu moja pot začela. Torej na oddajo na Planet TV, če se ne Tako je, motim, ja. in potem si nekako prek tega. Ampak kakor smo zasledili, izhajaš iz glasbene družine, tvoj oče se tudi ukvarja z Ja. glasbo, kaj ne? Ja, Kaj se vse dogaja v družini glede glasbe? ja no, moj stric je ful nadarjen, moj ati tudi, sicer igra trobento in pa poje. In moj ati je bil že od otroštva mi je bil vzor, ker je vedno mi je pel, pa tako da me je on navdušil še bolj nad glasbo in tudi on me je popeljal na tisti oder, usodni oder, ne. V gostilni? Ja. Mhm. Kater me je popeljal na oddajo Razred talentov in zdaj sem tukaj, kjer sem, ne. Torej ti je bilo to nekako dano v družino. Tako. Kako pa si se počutila takrat na tej rojstnodnevni zabavi kot mala deklica? Kaj spomniš sploh? Vem, da sem bila čisto sproščena, jaz itak nisem vedela, kaj se dogaja okoli mene, jaz sem samo pela. In tako je bilo tudi še zdaj. Jaz sem vedno, ko pridem na oder, sem sproščena, ker mislim, da je to najlažje pol odpoješ in si brez skrbi in tako. Ja. Potem nikoli nimaš treme, da te kdaj kaj zaskrbi, mogoče kakšna mini nervozica? Ne, niti ne. Mogoče mini nervozica, sam še to ne. No. Pa me zanima, sedaj imaš 16 let, že kaj razmišljaš o študiju za naprej, oziroma ali si se že odločila, da je ta pevska pot res tista končna ali še dopuščaš kakšen procent verjetnosti, da se premisliš? Ne, jaz sem se kar odločila, da bom nadaljevala na tej glasbeni poti in mogoče bom še kaj poleg tega delala, ampak je pa neka rdeča nit, no. Torej glasba. Vsekakor bi bilo škoda, Ja. da bi to opustila glede na te dosežke. Dobro, mogoče bi si sedaj privoščila kratko pavzico, bi povabil te, Manca, da povabiš naše gledalke in gledalce, ki so na tale večer z nama, da si ogledajo eno prav posebno praznično darilo. Kaj ne? Nekaj si za nas pripravila, Ja. bi povedala kaj in pa da povabiš, da si to pogledamo. No, za vas sem pripravila akustično verzijo pesmi Belo nebo, ki sem jo odpela na finalu. Tako da vabljeni, upam, da vam bo všeč in prijetno poslušanje vam želim. Belo nebo se je snežni prah, gdel je melovina kolevije. Še je negibno in dim je zrak, še čas se je ujel, mehke niti bele breje. Po beli preprogi odpelji me sami, naj pisani kristali spletejo se z mojimi lasmi. Da so me tvoja roka me oklepa, da me ljubiš, da sem lepa. Tiho, komaj slišno reci mi, po beli preprogi odpelji me sami, naj sanjam v belini, naj me lesketanje oslepi. Snežinke se topijo
si nemožnej sebi. Dolgo staj za naju naj sneži. Naj sneži. Ja, torej Belo nebo je bila res tvoja pesem, katero si letošnje leto zapela na finalnem večeru in sedaj še enkrat hvala, da si nas tako lepo pobožala glasbeno. Pri katerih letih si pravzaprav odkrila to pesem Belo nebo? Kakor sem pogooglal, je pesem iz leta 2006, torej 14 let stara pesem, ti si stara 16, torej skoraj tako stara pesem kakor ti. Kdaj si jo slišala in zakaj te je tako presunila? V bistvu mi jo je pokazala moja profesorica petja in takoj, ko sem jo slišala, sem si želela, da jo pojem. Tako da sem jo prvič zapela na finalu Slovenske note. Torej Pač ful me je prevzela, no. Tak nekako. Zgodba, interpretacija Anike in tako naprej. Letošnje leto, kot si povedala, ne, je bil glavni slogan Slovenske note Najdi svoj izraz, preko katerega smo vas spodbujali, da se res vprašate, kaj želite v življenju početi. In na delavnici, na kateri sem bil seveda tudi jaz prisoten in sem pravzaprav opazil, da si na tej delavnici, ko smo vprašali finalistke, katera je tista življenjska zgodba, v kateri bi radi prepevali v svoji prvi pesmi, če bi postale torej zmagovalke. Ti nekako šlo, si potem spregovorila, nisi točno povedala, kaj si imela v mislih, ampak če se ne motim, ti je šlo na jok. In me zanima, kaj je bila tista zgodba življenjska in kaj se je zgodilo? No ja, tako je bilo dan prej. Smo se s kolegico sprehajale po mestu in smo šle čez most, pod katerim je cesta, ne. In se ona kar naenkrat ozre pod most in mi reče, da Manca, ne glej dol. In jaz itak pogledam, ne, zakaj bi mi preprečila. In pač vidim mladega fanta ležati v mlaki krvi in skoraj sem se tam sesula, no. No in potem smo izvedeli, da je delal samomor, no. In tudi na splošno pač vsi ljudje, ki delajo samomore, meni je to tako hudo, ker obupajo nad življenjem, kar ne bi smeli. Saj je res, življenje je težko, življenje so padci, ampak so tudi vzponi in ne smemo gledati samo na padce, temveč tudi na vzpone. In če padeš, to pomeni, da greš po nov zalet, ki bo močnejši, da se boš uspel, ne. Tako da ja, no. In pač pesem, ki jo bom tudi zdaj pisala, oziroma sem jo že napisala, oziroma izdala, bo tudi govorila o tem. O tej zgodbi. Res mi je žal, da si bila priča tej zgodbi pri teh mladih letih. Po eni strani je to seveda bilo travmatično, zate po drugi strani si se pa mogoče, kakor si prepevala v tej pesmi, kaj je to življenje, ne? Drug drugega v oči poglejmo, ker lahko nas jutri več ne bo. Ja. Kaj bi mogoče iz te izkušnje potem črpala, kaj je življenje zate? Si kaj razmislila, si kaj? Ja, zame je življenje pač res ena avantura. Je življenje, ki ne smemo ga kar naenkrat končati, kar naenkrat prerezati, ne. Ker to je res posebna izkušnja, da pač dobiš sploh možnost živeti, ne. In tako, kot sem rekla, so padci in vzponi, ampak nikoli se ne predaj. To si zapomni, ne. Krasno, da si to delila z nami. In zelo mi je bilo všeč, oziroma tudi v ekipi smo bili zelo navdušeni nad tem, ko si povedala, da si ravno na tem kraju, ne, v Notini razglednici, pravzaprav začela preko Slovenske note pisati svoje pesmi, kar je bil pravzaprav naš osnovni cilj, da bi vsaka od finalistk ali tistih prijavljenih, ki mogoče niso bili sprejeti na finalni večer, začeli pisati svoje pesmi. In kot si sedaj povedala, si torej napisala pesem o tej zgodbi, o tej situaciji, kateri si bila priča, kaj ne? Tako v bistvu pesem govori o tem, da spodbuje ljudi, da ne smejo odnehati, no. Da ne smejo odnehati. Tako, ne. In kje si pravzaprav ta pesem, koliko je daleč v nastajanju, me zanima? Sigurno bo v letu 2021. Daj točno, pa ne moram povedati. Dobro, pa bi mogoče te na tem mestu mogoče vprašal, ker smo sedaj v teh prazničnem vzdušju obdarovanja in daril, bi mogoče zapela samo en kratek vers te svoje pesmi. Ja, lahko. Našim gledalkam, gledalcem. vers. Zelo kratek. Evo, izvolite. Sedaj odgovor poznam, da se nikoli ne
predam. Več pa v letu 2021. Tako je. Torej, zelo se veselimo, kljub temu, da je mogoče zgodba za to pesmijo res takšna življenjska, usodna. No, in finalistke, a ne, letošnje Slovenske note, 10 vas je bilo. Kakšne odnose si kaj spletla s finalistkami in mogoče s katero si se najbolj ujela letošnje leto? Moram reči, da sem se z čisto vsemi ujela, ampak smo pa s Tajo pa Nušo na finalnem večeru smo pa posnele eno pesem, delček pesmi, troglasno, You are the reason, in je bilo res fantastično. Mislim, finalni večer mi je bil res nepozabeno. Torej, Taja, Nuša, Ja. nju bi izpostavila, ste potem prepevali v zaodrju. Ja. Ostajate v stikih še do danes? Ste kaj v stikih? Kaj? Ja, no, smo, še kar ja. Torej, negujete to vez, ki ste jo vzpostavili Tako je. preko Slovenske note. Si pa zelo posebno vez vzpostavila tudi z Živo Gantar, Ja, glasbeno vez. Namreč posneli ste prav poseben duet, kaj ne? In sicer sta skupaj posneli pesem White Christmas oziroma Bel božič. Zelo zanimivo pa je, ko sta morali ti in Živa, sta tudi na finalnem večeru za našo socialno mrežo podali izjavi druga o drugi in sta res namenili res ogromne pohvalne besede druga za drugo. In kako je bilo potem sodelovati z Živo takole nadaljavo sicer in glasbeno zapeti eno pesem skupaj? res super, ker meni, da imamo obe zelo močne vokale in duet je res prekrasen. In bi sedaj seveda si mi privoščili eno kratko pavzico in prisluhnimo torej duetu Mance Mihelin in Žive Gantar, White Christmas, Bel božič. Uživajte. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children
Ja, tako Živa in Manza sta nas takole pobožali božično. Hvala vama za to in hvala seveda ostalim finalistkam, da nas takole božate za tele praznične dni. Ja, leto 2020 se izteka. Od finala letošnje note do danes je pa preminilo kar nekaj mesecev oziroma tednov. Kaj se je vse dogajalo s teboj v teh mesecih? Nič, ker sem bila doma, sem pa začela coverje snemati in jih objavljati na družabnih omrežjih. Tako da ja, kaj več pa ne. Kaj pa si letošnje leto zaželela za božič, za konec letošnjega leta? Kakšne so bile tvoje božične želje? Niti niso bile nekaj posebne, no. Vsakič si zaželim zdravje, ker če si zdrav, imaš vse. Torej so bile te neke osnovne reči, Ja, katere ja. si zaželela. En zelo, zelo, zelo čustven zapis je bilo pa moč prebrati na tvojih socialnih omrežjih, kjer si pravzaprav objavila zapis o tem, kako je ena učenka, mlajša gospodična tvoje šole, na kateri opravljaš prakso, Tako je. narisala tebe na slovenski noti. In to sličico si seveda danes prinesla semle v te tvoje vinograde, vaše vinograde, da bi jo pokazala. In prosim, če mogoče pokažeš našim gledalkam in gledalcem. Torej, to je učenka, kaj ne, ki te je narisala glede na slovensko noto. Glede na javno razglasitev, a ne vidite, da ima Manca isto srajčko in trak v laseh. Kakšni so bili občutki, ko si prejela to sliko, ki je pravzaprav narisana na platno v roke? Tako, prinesla mi je v bistvu v darilni vrečki in prav si nisem mislila, kaj sploh je notri, in jaz to odperem in izvlečem to sliko ven. In sam solze so mi stekle. Dok sploh ne morem opisati čustev, toliko je bilo res ganljivo in bila sem presrečna, da imam tako malo fenico. In ja, sploh nimam besed, no. Torej, Res dejansko prečudovito. spremljala, navijala zate in odprej nisi pravzaprav poznala, ne? Sem jo. Aha. Ker smo iz iste šole, smo bile na isti šoli, tako da ja. Tako da ste se prepoznali in potem te takole spodbujala. In že nasplošno, ne, je bilo tudi na socialnih omrežjih Slovenske note moč zaslediti, da imaš res veliko podpore. Tudi potem po televotingu si bila druga. In kdaj se je spletla ta vez med teboj in publiko? Kdaj bi rekla, da se je ta vez, ta kemija zgodila? Mogoče je to na festivalih, na nastopih? Ne vem, Kje mogoče dobiš? takrat v oddaji Razred talentov, mogoče sem jih takrat dobila veliko zvestih oboževalcev, no. Pa nasploh po festivalih pa takšnih dogodkih. Pa zelo zanimivo je bilo tudi v zakulisju Slovenske note pred finalnim večerom. Si pravzaprav zaupala na vprašanje, ne, ko smo vprašali, pa bi ti bilo bolj pomembno, da dobiš od publike ali od žirije, in si ti v tem pogovoru, ki smo ga tam zadaj imeli, zaupala, da od publike. Kaj ne? Ja, tako. Zakaj potrditev publike večja nagrada zate, kakor nagrada žirije? Seveda to ne pomeni, ne, da ti od žirije... Ja, to ne pomeni, pač od žirije Ja. tudi veliko pomeni, ampak nekako od ljudi, ne vem, sem oseba, ki se z ljudmi rada povezuje, in če bi dobila veliko, mislim, saj sem dobila ogromno glasov od publike, kar je pomenilo, da sem vzpostavila dober stik z njimi, tako da ja, pomemben mi je stik z publiko in da jih ganem, ne, pa to ja, v glavnem, Torej poješ za ljudi. tako. Kaj se je pa potem s teboj dogajalo po slovenski noti? To sem sicer že vprašal, ampak zapisala pa si, da si bila nekje zelo, 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 da si prestala še eno novo avdicijo. Tako je, in In sicer sinhronizacija risank oziroma serij na Nickelodeonu. Sploh si nisem predstavljala, da bom sprejeta, tako da je bilo prav mini šok sem doživela, ko je prišlo sporočilo, da sem sprejeta, in bila sem najsrečnejši otrok. Tako da ja. To je mogoče za vse tiste, ki ne poznajo, ne, svetovna znana televizijska mreža, ki producira filme, serije, tako internacionalno, če se ne motim. In sedaj si že začela s sinhroniziranjem prve serije. In me zanima, kako je tej seriji naslov, mogoče lahko malce narediva reklame, in kje si lahko to serijo ogledajo, oziroma ogledajo serijo in prisluhnejo tvojemu glasu. Ja, tako, v glavnem igram v Skrivnostnem mestu, še ščepec čarovnije, in sicer v vlogi Zoe.
ogledate si jo pa lahko na Nickelodeonu. Glede časa ne vem točno, je pa nekje v popoldanskih pa večernih urah. Dobila sva obisk sredi, torej to je tvoja psička Tako je. po imenu Maša. Maša, dobro, ki je bila tudi v tvoji notini razglednici. Ja. Kaj ne? Iskrene čestitke za to vlogo. Torej si sedaj se podala tudi v sinhronizacijo Tako. serij, filmov. Kako se pa ob tem počutiš? To je pa res nekaj nepozabnega, to je nekaj, kar bi rada delala celo življenje. Tako da ja, vedno je zabavno na snemanjih, tako da ja, no. Sedaj torej se tvoj glas poigrava v vseh različnih oblikah. Petje, sinhronizacija, tako da Tako. ga boš uporabila za različne načine. Tako, Mance, zopet si bomo vzeli majčken oddiha. V naslednjem duetu bomo prisluhnili naši Easy Vivati, naši Lauri Pesjak, zelo dobri kolegici, ki sta skupaj zapeli zelo simpatičen duet in vas vabiva sedaj z Manco, da si ta duet prisluhnite, nato pa se zopet oglasiva z Manco tukaj iz objemov Bizeljskih vinogradov. Uživajte. There's a feeling in the air as the city streets are turning to a winter wonderland. All the trees are shining bright. You can hear the sleigh bells ringing as the snow begins to fall. It's so wonderful, unbelievable. Such a beautiful time to spend with you. So incredible of the loving we share. Oh, it's phenomenal, emotional. This invisible feeling that we have. So predictable. Christmas time is here. There's a smell of open fires and the sound children laughing as they're playing in the snow. Ooh. It's a season full of joy, and the time we'll get together is filled with happiness and love. It's so wonderful, unbelievable, such a beautiful time to spend with you. So incredible of the loving we share. Oh, it's phenomenal, emotional. This miserable feeling that we have. So predictable. Christmas time is here. You can feel it open up your heart, bringing magic all around the world for you to see it. Make believe this special time is here. Don't you know that it's Christmas time? It's so wonderful, unbelievable, such a beautiful time to spend with you. So incredible of the loving we share. Oh, it's phenomenal, emotional. This miserable feeling that we have. So predictable. Christmas time is here. It's so wonderful, unbelievable, such a beautiful time to spend with you. So incredible of the loving we share. Whoa, it's phenomenal, emotional. This miserable feeling that we have. So predictable. Christmas time is here. La 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 la. It's the season, it's always a real.
Tako, drage gledalke, dragi gledalci, smo že nazaj tukaj na Bizelskem z našo Manco, klepetamo in najin pogovor danes se počasi bliža h koncu. Manca, za zaključek bi te prosil, da mogoče nagovoriš vse tiste, ki so te letošnje leto podpirali, te spodbujali, zate glasovali in ti tako ali drugače pravzaprav pomagali na tej tvoji pevski poti. Kaj bi jim rada sporočila sedaj za zaključek letošnjega leta? No, tako ful sem zahvaljujem vsem, ki ste mi stali ob strani, bili moja podpora in ste še. Najbolj bi se pa zahvalila svoji družini, svojima staršema, ker brez njiju ne bi bila tukaj, kjer sem. Zelo lepo. Manca, tudi jaz bi ti v imenu ekipe Slovenske note in Mladinskega centra Hrastnik še enkrat rad iskreno čestitev za osvojeno drugo mesto, zelo tako častivredno nošenje štafete finalistke Slovenske note 2020. Vso srečo pri izdaji tvoji prve pesmi, verjamem, da je zelo novo zate snemati pesem, tako da srečno tudi pri tem. Hvala. Za na konec pa bova nazdravila z enim prav posebnim vinom, ki ga pravzaprav prideluje tvoj oče Robert Mihelin tukaj v teh vinogradih, kjer se tudi danes nahajava. In bova nazdravila, da Manca povabim, da mogoče nagovoriva vse naše gledalke in gledalce, kaj jim želiš za sedaj zaključne dneve letošnjega leta. Tako, želim jim obilo sreče, obilo veselja in pa naj si zapomnejo, da tudi če padejo zato, da grejo po nov zalet, da se lahko dvignejo še više. Lepše želje ne bi mogla povedati. Jaz bi se tudi pridružil tem željam in v ekipi Slovenske note vam zaželel res lepe zaključne dneve letošnjega leta. Mi bova sedaj nazdravila, vi imejte tudi lep večer. Ne pozabite pa na še tretje oziroma zadnje praznične oddaje Slovenske note 2020, ko se bomo oglasili pri naši zmagovalki Larisi Leva v Slovenski Bistrici na predsilvestrski večer 30. decembra ob 20:00, ki druge kot na našem YouTube kanalu. Manca, še enkrat hvala, da smo se lahko nocoj pri tebi oglasili in vso srečo naprej. Na zdravje in lahko noč.